Lepo pozdravljeni. Najprej hvala za zaupanje in za možnost, da smo lahko sodelovali. Se slišimo? In da smo torej hvala najprej za zaupanje. Kot rečeno že, samo ime za projekt Škratmobil je v bistvu bilo del pravzaprav daljšega procesa. Ideja za projekt Škratmobil je v bistvu nekako prišla leta 2013, tako da v bistvu je kar, bom rekla, kot vidite, projekt se je začel 1.1.2015, tako da je bil to zelo dolg proces. In sicer projekt smo seveda prijavljali 2014 in takrat sva z Rokom, v bistvu, ko so prijavljala ta projekt, naredila v bistvu neko, bom rekla, ne bom rekla SWOT analizo, ampak neko natančno analizo same regije, samega konteksta, zato da bi lahko čim bolj učinkovito, predvsem pa, kot je tudi Tina izpostavila, na nek inovativen način prišla ne samo do prebivalk in prebivalcev regije, ampak predvsem, da bi jih nagovorila na način, ki bi bil trajnostni. Tukaj so v bistvu predstavitev so si zastavila tudi na način, da bi lahko v bistvu pomagalo vsem nadaljnjim prijaviteljicam in prijaviteljem in sva v bistvu izpostavila tukaj neke ključne točke tega projekta. In sicer, kot vidite, namen projekta v bistvu je bilo seveda opolnomočiti otroke in mladino, ampak v bistvu na način, da bojo tega imeli seveda tudi skrbniki, starši, predvsem pa seveda tudi sama regija. Zakaj je ravno Bela krajina? Zaradi tega, ker v bistvu Bela krajina predvsem z seveda sistemsko krizo, ki se je začela 2008 in v Slovenijo prišla nekoliko kasneje, je v bistvu celotno, v bistvu, bom rekla, ne samo to regijo, ampak predvsem to regijo zelo sklesla. Poudarila je v bistvu seveda probleme, ki so bili že prej navzoči, zdaj še toliko bolje in v tem primeru je še vedno potrebno izpostaviti predvsem beg možganov. In kako v bistvu začeti, ne samo z mladostniki, z otroci, kako v bistvu začeti naslavljati ta aspekt. V bistvu midva sva si zamislila to na način vzpostaviti neke zelo, bom rekla, premišljene, sklop premišljenih delavnic, ampak v bistvu delavnic, ki bodo delovale čim bolj celostno. In bom tako rekla tudi na nek način cirkularno, torej spet zaokrožiti, ne samo tangirati otroke, mladostnike, starše, ampak v končni fazi projekta tudi seveda stakeholderje na nekim, recimo temu, ravni odločevalcev. Bom še prišla, bo potem Rok predstavil kot kreator programa. Ko smo tudi razmišljali o teh drugačnih načinih, smo v bistvu z Rokom prišla do tega, da bi v bistvu rada najprej delovala trajnostno, drugič pa v bistvu tudi nekoliko primerno in prilagodljivo sami ciljni skupini. In to je seveda otroci in mladostniki, predvsem tukaj bom rekla, sva pri tem seveda tudi dosti izhajala iz sebe. In sicer rekla sva, kako v bistvu zanimirati fokusno skupino, s kateri smo delali, in sva se spomnila, da v bistvu kot otroka so začeli tisti tovornjakarji, ki so sladoled vozili, no. In oni so prišli z tovornjakom, so imeli tisto muziko in sva rekla, dajva midva en kombi tukaj predelati. Zakaj kombi? Zaradi tega, ker je bil sam program projekta v bistvu, kot sem rekla, tudi osnovan tako, da se je v bistvu vse skozi vračal ciklično na ene in iste točke, to pa so v bistvu 3 občine Bele krajine, Semič, Metlika in Črnomelj. In kako smo mi prihajali tja, v bistvu z kombijem. Zdaj bom tukaj, tale kombi, vidite, smo ga predelali in v tem kombiju smo imeli mi tudi vse tehnične zadeve, ki smo jih potrebovali za izvajanje delavnic. In temu je bilo v bistvu, bom rekla, tudi strukturno vse prilagojeno, ne samo same delavnice, ampak tudi sama komunikacijska strategija,
ki je bila zelo pomembna, da smo lahko tudi prišli do ne samo lokalnih prebivalcev, ampak tudi, da smo vzpostavili neko zaupanje. In bom tudi tako rekla, da v bistvu smo postali tako prepoznavni, da so nam pač ljudje trobili, mahali, otroci so nas prepoznavali. Tako da v bistvu se mi zdi, da je zelo pomembno pri tem, ko se razvija projekte, pač dejansko res pač poiskati neke drugačne načine, ki so tudi v bistvu prijazni, in še danes v bistvu imamo stike na ta način, da se spomnijo pač tega kombija, kamor so pač otroci, potem starši, ker smo se ustavljali, bo tudi Rok več povedal, pa zelo radi zahajali. Zdaj, mogoče bi sam še par stvari povedala, preden predam besedo Roku. Škrat mobil je v bistvu tako mali projekt. To pomeni v bistvu, da ga je nosilec projekta bil Kuden arhiv. To je v bistvu majhno društvo, ampak je v bistvu izvedlo že kar nekaj, bom rekla, projektov, ki ga vedno presežejo, a ne, v smislu pač outputov, predvsem pa v bistvu smo sodelovali tudi recimo z drugimi evropskimi projekti. Predvsem pa je naša fokusna skupina so bili vedno otroci in mladostniki. In iz tega smo mi tudi izhajali, kako v bistvu neka znanja, veščine, ki jih imamo kot majhno društvo, v bistvu, bom rekla, ne aplicirati, ampak v bistvu jih postaviti v neke druge kontekste. In mislim, da je to zelo pomembno, da se pač izhaja iz tistih nekih zadev, ki jih ti dobro poznaš. Ker s tem v bistvu rad delaš stvari, pa seveda, ko prepoznavaš druge kontekste, jih lahko tudi sam sebi dobiš svoj lasten feedback in se tudi ti sam izboljšaš. V tem primeru smo v bistvu mi vzpostavili sodelovanja z, kot rečeno, lokalnimi partnerji, kar je bilo zelo, zelo pomembno, ker so oni v bistvu nam bili, kot bom rekla, informatorji, predvsem so nas pa v bistvu integrirali v okolje prek javnih površin, javnih dogodkov Bele krajine. Imeli smo pa tudi še dva partnerja, ki bom rekla, da sta, bom rekla, iz Ljubljane, to je zavod Vizo in Edukor, ki sta bila seveda ključna predvsem pri, bom rekla, izvajanju samega programa. Zdaj, v bistvu bi jaz predala besedo Roku, kot v bistvu programskemu osnovalcu in zasnovalcu in v bistvu izvedbeniku. Okay, hvala. Jaz bi v bistvu, kar bi hotel mogoče samo še dodati, je to, da se v bistvu mogoče malenkost nek kontekst razumevanja celotnega programa razume. Namreč naša želja, glede na to, da so prihajali iz Ljubljane in si lahko predstavljate, da vendarle nekaj nezaupanja vseeno pride, glede na to, da so te tri občine, ko so nas sprejeli, oziroma te trije partnerji, so malce zavihali z nosom in se vprašali, češ, ali res rabimo, da je moral nekdo priti iz Ljubljane, da nam ponuja take vsebine. Vendarle, tako kot je Nina povedala, mislim, da se je izkazala ta najina iskrenost, da sva res srčno stala za vsebinami, in v bistvu bi samo še dodal, da je v bistvu bilo to povezovanje teh treh partnerjev in treh občin v Beli krajini ena prvih izkušenj, ki so v Beli krajini se dogodile. Skratka, sami se med sabo ne povezujejo samo, ko gre za podpisovanje dokumentov za novo cesto in za neke infrastrukturne posege. In v bistvu je iz tega vidika, mislim, da ta projekt prinesel ta en velik doprinos, skratka, ko je v bistvu šlo za neko povezovanje. Kar se samega programa tiče, je bila najina želja z Nino predvsem ta, da skušava v bistvu vsebine, ki znava kot sveže ponuditi tej regiji, v kateri je nizka brezposelnost, kjer je anksioznost prebivalcev višja in kjer v bistvu nimajo neke psihosocialne pomoči in kjer mladostniki imajo težave z drogami, kjer je beg možganov in tako dalje, bistveno višja kot v drugih regijah. Sva želela ponuditi vsebine, ki so sproščene, zabavne, interaktivne, prijetne, hkrati pa imajo v ozadju vedno neko kritično noto, ki sva jo tudi sama kot mentorja marsikaterih vsebin, bom potem povedal, zakaj tudi sama mentorja, skušala v bistvu prenesti na nove generacije.
In v bistvu nekaj najlepšega je dejansko res, ko se vračaš nazaj v ta kraj in ti v bistvu mahajo in te žalostno sprašujejo, kdaj naslednjič prideš in poveš, da prideš čez 2 meseca in komaj čakajo, da v bistvu prideš nazaj. Programska struktura udeležbe v teh krajih je bila taka. 3-krat smo prišli k njim v tistem letu, namreč naš namen ni bil ta, da se v bistvu enkrat z njimi srečamo, opravimo nek festival dogodkov, vendar smo ciklično se vrnili 3-krat v vsako občino in samo še dodatek, nikoli ne na isto lokacijo v občini. Vedno smo iskali bodisi pred knjižnico v Črnomlju ali naslednjič na neki drugi lokaciji. Skratka, želeli smo popestriti in biti dostopni nekako kjerkoli. Tukaj v sredini morda sklopi programov, ki sva jih glede na vsebine dajala oziroma ponudila. Nisva želela biti to, kar je očitno tudi nova perspektiva financiranja, da ponujeva vsebino za druge, vendarle sva tukaj ponudila nek katalog, dajmo temu reči okrog 60-70 aktivnosti, iz katerih so glede sredstev, kolikor smo dobili sredstev, so vsak lokalni partner je lahko izbral okrog 10. Želeli smo si, da imajo pa ta nek psihosocialen aspekt pa vsi partnerji v obsegu 3 predavanj. Tukaj smo imeli v bistvu pomoč dr. Zuzane Kraskove, ki je pač priznana psihoterapevtka in dela je tudi zdravnica brez meja. Skratka, ima res občutek za tudi ranljive skupine in preko katerih smo dosegli v bistvu 80 lokalnih ljudi, ne otrok in mladih, seveda se razume, ker smo želeli na strokoven način v bistvu opolnomočiti njihove starše predvsem in jim pomagati v bistvu tudi preko nekih terapij, srečanj, ki so bile zaradi mogoče zmožnosti kdaj preko spleta, sicer pa na licu mesta, ko je prišla na obisk. Kot rečeno, 3-krat v vsako občino. Nekaj fotografij, skratka, naš namen je bil poleg tega, da jim ponudimo neke vsebine, ki so v njihovih krajih neprisotne oziroma jih težje do njih pridejo, seveda brezplačno vse skupaj. Tudi to, da smo se vključevali v njihove lokalne kulturno-umetniške programe. Torej v vsaki občini smo se z našim kombijom v bistvu pripeljali in se parkirali, ne ravno sredi množice, vendar smo postali aktiven del festivala. Festivalov in tako dalje. Skratka, tukaj je nekaj teh vsebin, ki smo jih ponudili. Eden od stalnih vsebin, ki smo jih imeli v vsakem kraju, je bil kinokombi. Tega je Nina omenila. To je namreč program, včasih je bilo otrokom popolnoma zadosti v njihovem prostem času, da smo odprli kombi in so lahko v bistvu brskali po naših škatlah za knjige, da so dobili papir, barvice in ob tem smo vedno imeli v ozadju kakšno zanimivo temo, popolnoma sproščen pristop, skratka smo jih kaj vprašali o okolju, kako jim je v šoli, kako se obnašajo do drugih, kako razumejo starejše ali kaj pomagajo v lokalnem okolju in tako dalje. Skratka, ogromno se da delati ravno na tej totalno neformalni ravni in da v bistvu si jim na voljo in tega so bili neizmerno hvaležni. Nina je omenila, res smo imeli ne samo srečo, ampak v bistvu precej smo časa namenili CGP-ju, torej celostno-grafični podobi in nastala je izgibanka, ki je bila ena sama, kar je bilo za nas ključno, ena sama, ki smo jo lansirali ob koncu maja za celotne aktivnosti do sredine oktobra. Dostavljali smo jo non-stop, če je partnerjem to zmanjkalo in je, mislim, da precej luštna s tem koledarjem ob koncu, ki v bistvu za vsak kraj točno pove, kdaj, kje bodo kaj imeli na izbiro. Mogoče še za okroglo mizo
mogoče povej, kako smo zaključili projekt. Pa, Zdaj, kot sem že na začetku izpostavila, pač zelo veliko smo delali na sami komunikacijski strategiji in pač poleg v bistvu torej CGP-ja, ki smo ga poenotili z kombi, ki v bistvu je se skozi skušal torej tudi trajnostno delovati v smislu tega, recimo, da smo imeli solarno celico, da smo v bistvu nudili tudi dostop do recimo interneta prek Raspberry Pija. Skratka, tukaj smo res poskušali različne načine, da bi bili tudi, bom rekla, okolju prijazni na nek način, ne? Kljub temu, da je pač seveda šlo za kombi. Ampak ja, ena izmed komunikacijskih strategij, poleg seveda družbenih medijev in tako naprej, je bilo seveda tudi oblikovati jasno spletno stran. Tudi prej smo slišali nekaj o spletnih straneh. Mi smo si v bistvu spletno stran zamislili kot, bom rekla, spletišče Škrat Mobil, ki pa ne samo to, da je nudil dnevniške zapise, intervjuje z, bom rekla, prebivalci, s prebivalstvom, sprašvali smo jih, kaj bi oni želeli. Skratka, ni bil to samo informacijski kanal, ampak smo v bistvu na spletišče ponudili tudi naprimer neke, bom rekla, vodiče, kako recimo delati z WordPressom, kar je v bistvu nekaj, kar tudi še danes pač je en ključnih, v bistvu teh, bom rekla, enostavnejših programskih jezikov za vsako recimo, bom rekla, tudi nevladno organizacijo. Tega so se udeležili mladostniki, a ne, tukaj so se jasno videle preference različnih pač podskupin naše ciljne skupine. Objavili smo v bistvu tukaj tudi potem recimo zadeve, ki smo jih delali na delavnicah in zakaj v bistvu spletišče? Zaradi tega, ker so v bistvu potem tudi starši to zelo, bom rekla, tako kot so nam povedali, feedback bil uporabljali in kaj, na spletišče v bistvu smo objavljali tudi izdelke, ki so jih otroci recimo naredili in to je njim zelo veliko pomenilo, a ne. Tako da stvar je še danes dosegljiva in še danes smo zelo v redu, bom rekla, internetni promet. Zdaj, mogoče bi ga pokazala, tole je en print screen, no, in v bistvu zakaj sem tudi pač ustavila na tem print screenu, tukaj v bistvu vidite okroglo mizo, ki smo v bistvu jo zorganizirali kot, bom rekla, sklepni zaključni dogodek. Zakaj je bila ta okrogla miza pomembna? Izvedla se je v Semiču, zaradi tega, ker po eni strani smo tukaj v bistvu predstavili zmagovalni esej, ki je zelo kritično problemsko v bistvu se lotil stanja Bele krajine. Kajti v okviru projekta smo tudi zorganizirali natečaj. Želeli smo, da ljudje sami povejo, kaj jih moti, kaj pričakujejo, ne samo od državne ravni, ampak tudi od lokalne ravni. In predvsem na tej ravni lokalne ravni bi se ustavila, ker na tej okrogli mizi so bili predstavniki podsekretar urada za mladino, potem tudi lokalni predstavniki, naprimer tudi kot gostja je bila naprimer županja, ker nam je zdelo pomembno, da v bistvu tudi stakeholderji, ki so torej na nekih, recimo, bom rekla, pač odločevalnih pozicijah, da seveda se jim predstavi ta mali projekt. In ta esej in zmagovanje je seveda jasno tudi še zdaj na voljo na tem spletišču. Zdaj, pač vsi outputi, ki smo si jih mi zamislili, smo pač želeli seveda, da so še danes na voljo, da so pač trajnosti in da seveda imajo nek, bom rekla, širši, bom rekla, kontekstualni rezultat. In tako lahko še danes pogledate naprimer evalvacijsko poročilo, za katerega smo mi želeli, da ne bo neki pač, bom rekla, dolgočasen dokument, ampak v bistvu lahko tam točno vidite, pač, kaj so v bistvu tudi bili rezultati, ampak predvsem priporočila, ker mi smo se skozi želeli delovati kot nek, bom rekla, priporočilni, bom rekla, projekt. Zaradi tega smo tudi se domenila z rokom za ime platforma, ker že sama platforma na nek način pomeni tesno inovacijsko okolje, hkrati pa seveda pač iz tega aspekta nudi tudi neke strategije, ki so pač lahko potem uporabne za naprej. Zdaj, mogoče bi se zdaj za konec pač ustavili pri rezultatih in priporočilih. Kot rečeno, Škrat Mobil je bil mali projekt, ampak kot mali projekt smo v bistvu mi na terenu dosegali po naših analizah takrat neposredno 631 oseb,
Predvsem recimo bi izpostavila tudi psihološki kotiček, ki se je v bistvu izkazal za zelo potrebnega, koristnega. In tudi to bi še rekla, mi, ko smo se odločili za nudenje psihološkega kotička, smo v bistvu to na osnovi analize opazili, da v tej regiji to seveda zelo primanjkuje. In tudi vse te, bom rekla, kot je rekel Rok, neformalne delavnice za njimi v bistvu so zelo jasno zelo, bom rekla premišljeni aspekti, predvsem manjkov, ki v bistvu so navzoči, prisotni v regiji in so jih potem tudi seveda sami lokalni partnerji izpostavili. Zdaj tukaj je točka 5, Škratmobil kot odpiranje nadaljnjih možnosti za lokalne partnerje. Od lokalnih partnerjev za enega vemo, da mu je Škratmobil pomagal ne samo to, da mu je dal modele, kako v bistvu se lahko lotiš prenosa nekih veščin, bom rekla tudi načinov delovanja, ampak vemo, da v bistvu jim je pokazal, da če ti narediš recimo filmsko projekcijo, da oni so bili presenečeni, da je prišlo na to projekcijo 30 ljudi. To je mogoče za Ljubljano majhna številka, ampak to so velike številke v tamkajšnjih kontekstih. In druga zadeva, vemo tudi, da v bistvu je bil ta partner uspešen pri tem, pri pridobivanju statusa mladinske organizacije. Kar pomeni, da v bistvu oni zdaj neposredno delajo še naprej z mladostniki. Za druga dva partnerja pa vemo, da smo na vezi in pravijo, da jim je to seveda bila zelo dobra izkušnja, lepa izkušnja, tako da mi smo v bistvu bili na nek način tukaj, bom rekla, kot je tudi Rok rekel, kot nek katalizator, da je pokazal, da se da tudi na drugačne načine, v bistvu neke tematike, ki so v bistvu lahko tudi se konec koncev, če pogledamo psihološki kotiček, so lahko še vedno tabu. In mi smo skušali delati tudi recimo na ravni bom rekla, nekega družbenih tematik, kritičnih tematik, smo v bistvu tangirali, bom rekla, tudi področja, ki jih zdaj nov cikel odpira. Tako da, hvala, upam. Hvala, Nina. Rok? Ja, mi... A ste projekt zaključili, ko se je financiranje zaključilo, zdaj z njim nadaljujete, kakšen je vaš plan zdaj za naprej s tem projektom? Zdaj mi smo formalno, projekt se je začel 1.1.2015 in se je tudi formalno zaključil 31. november 2015. Kot rečeno, en partner nadaljuje v tej smeri prevzemanju modelov in je tudi pridobil status javne organizacije za delo z mladimi. Tako da konkretno formalno smo torej zadevo zaključili, neformalno pa vemo, da neki modeli, strategije in metodologija, da so prevzeli in recimo tudi eden konkretno od teh partnerjev, njim je ravno zdaj smo bili na vezi, rekel, da v zadnjih 20 mesecih se je v bistvu stopnja brezposelnosti znižala in da jim to v bistvu se jim pa kaže na nek način, da so pa mladi postali bolj aktivni, prav v konkretnih vsebinah. V bistvu, kaj so te konkretne vsebine, ki je mogoče tudi tukaj Škratmobil bil, bom rekla, torej nek posrednik, predvsem na področju filma, videa in seveda tudi dela z otroki. Tako da formalno pa se je zadeva zaključila. Mislim, da ni nobena skrivnost. Dobili smo 17.900 evrov. Ne vem, če ste dobili občutek, kaj so govorila. Projekt je bil, tako kot je Tina povedala, prej, da bojo zadostna sredstva za prihajajoče projekte. Ta projekt je bil zagotovo vreden za srednje velik ali največji obseg, ker to, kar bi midva želela doseči, je biti v tej regiji dlje časa. Midva 17.000 evri, nažalost, nismo mogla biti. In sva skušala biti ne Ljubljančana, ki prihaja pametovati in ponujati ful dobre, šik
vsebine, temveč biti človeka, ki vzpostaviva in poveva, da se da kaj spremeniti, če malenkost vsi nekaj naredimo za to skupnost.